Dobro jutro in živijo v novem vlogu. Tisti, ki bolj pozorno spremljate vloge, ste mogoče opazili, da tole ni prostor, kjer smo včeraj zvečer zaspali oziroma zaključili prejšnji vlog. Včeraj je v bistvu ob 8. zvečer se pripeljal nek lokalni šerif in nama posliko pasuše in rekel, da je tam čist varno in da ne rabva skrbeti za ljudi, naj sploh ne rab skrbeti in da komot ostaneva, da paziti morava edin, ker je veliko divjih svin. Pa so pa mi dva ob 10. šla spat in ob 10:30, se pravi 2 uri pa pol za unim prvim, se je pripeljal drug lokalni šerif skupaj še z 2 državnima policajema, oziroma 2 državna policaja in 2 šerifa. Oni so bili čist prijazni, ampak oni so pa rekli, da ne, da to pa ne, da tam pa ne morava spati, da tam je pa nevarno in da se morava preparkirati, če naj kar slediva njim, in so naj pol pripeljali semle. V bistvu to je pač 600 metrov stran od unga prostora, zdaj v sredini vasi. Tako da ja, ne veva sicer zakaj, niso nama znali razložiti, kaj je ta nevarnost blazna, ampak ja, sva se pa pogovarjala že prej z enim prijateljem, ki je bil že velikrat v Zahodni Afriki in je rekel, da je to tukaj zelo pogosto in da nama bo šel ta stavek za vašo varnost še zelo na živce. Tako da upava, da se nam to še čim manjkrat ponovi. Zdajle so se po eni ful lokalni cesti pripeljala do tega placa ob reki, in to je res pač zelo škatljiva cesta že bila, tako da vmes sva že malo cvikala, bova prišla ali ne, ampak nisem imela druge izbire, ker ni šlo več rikverc. Ampak ja, vse se je srečno končalo. So pa domačini takoj prišli in nama takoj prinesli čaj na pladnju in semen, to je ono, kar sva zdaj ponavadi v mestih jedla. In prišla sta 2 fanta, pa od enega fanta oče, in bolj so se ful hoteli z nami slikati. Sicer ne znajo nič angleško, ampak smo se nekaj po Google Translatu pogovarjali, tako da nekaj sva zvedla, je bilo kar zanimivo, pa ful so navdušeni nad nama, midva pa nad njimi, no. No, zdaj pa začel ta iz mošeje klicati k molitvi in je ta fant rekel, da pride nazaj, ampak da zdaj mora iti moliti. Tako da zdaj čakava, če se bo vrnil. No, prej se je potem un sin vrnil in smo še kakšno uro govorili pred kemperjem, oziroma se pogovarjali po Google Translatu. Pol je pa Nastja mogla delati in je pisala in je ta čas prišel sin spet iskat, če bi šla še na kavo tja k njim domov.
tako da Nastja ni mogla, sem pa jaz šel. Tako da tam sem zdaj zvedel, da oni drugače živijo od trgovince male, tukaj imajo še nasad oljk in potem stiskajo svoje olje, sicer samo za lastno uporabo. Drugače pa tudi, da je ta oče v bistvu poročen s svojo sestrično in da tudi verjetno sina bo čakala kmalu ena sestrična. Ampak ja, zato ker pa Nastja ni bilo tam, so pa vse tole mi še sem zdaj pomagali prenesti in sploh niso sprejeli odgovora, da ni treba. Oni so bili prepričani, da je to treba prenesti, da bo še Nastja lahko poskusila. Med drugim so nama dali tudi še flaško domačega olivnega olja in 100-krat povedali, da sva dobrodošla v Maroku in da sva pri njih kadarkoli dobrodošla. Povedali so nama pa tudi, da sva prva turista tukaj, da še v tej vasi niso videli turista, da bi se takole pripeljal, tako da verjetno od tukaj tudi izvira to gostoljubje. Welcome. Mi da sploh nimamo besed za to maroško gostoljubnost, ker jo je nemogoče opisati. Včeraj zvečer so potem, ko se je stemnilo, se usedla malo pred kemperjem, da bi malo se umirila, pa malo vtise dneva se malo pogovorila o njih. In sva spet potem slišala, da nekdo v temi hodi proti nama in so posvetila z lučko in so videla, da ta oče od te družine spet neko hrano nosi, tako da nam je prinesel v eni taki posodi pa 2 šalčki zraven, v bistvu kozje mleko s polento zmešano. Tako da smo potem še tisto mogla pojesti, čeprav res komi, ker so nama že to hrane čez dan dali, da so bila že res sita. Tako da potem smo se še s tem očetom malo pogovarjali prek Google Translate, pa spet ne vem, mogel ene parkrat slikati. Potem pa danes zjutraj se to še ni končalo, ker ko smo pojedla še hrano od včeraj in smo se že ful najedla za zajtrk, so nama spet prinesli neko novo zadevo pa kavo. Tako da sva rekla, da bova kasneje pojedla, ker res nisem bila sposobna še enkrat jesti. Že tako bova danes se po moje bolj postila, kakor kje zares pojedla. Tako da ja, čisto noro. Res, vmes je še tudi tam malo iz trgovine, ki imajo to malo trgovincev, od katere tudi živijo, je ne 2-krat nama prinesel celo škatlo nekih sladkarij in čipsov in ne vem česa vsega. Ampak so komi uspela odkloniti, da je nazaj nesel, ker res tistega pa res več niso mogli sprejeti, tako da res noro. Drugače pa tudi včeraj, ko sem šel tja na kavo, sem še pozabil povedati, da v bistvu smo bili samo jaz, oče pa sin, mama je pa samo zadnji v kuhinji skozi kuhala in se nam ni pridružila, tako da tukaj se tudi kar videla muslimanska kultura. Mame v bistvu včeraj za midva sploh nisva videla. Ja, najbrž ne sme biti v družbi moških. Tako da ja, mislim, da so res ful navdušena in ful hvaležna, da so nam bili toliko veseli in ja, zdaj smo povezani na WhatsAppu, tako da se bomo še kaj slišali. Tukaj sva si izbrala eno lokalno cesto, približno 90 km je dolga, ki preče od ene glavne proti drugi. Po satelitu sva gledala in je izgledala ves čas asfaltirana, kar tudi v resnici
ne, 99% je, ampak zdaj smo po 60 km prišla do ene vasi, kjer se je pa asfalt spremenil v makadam, malo smo še šla naprej, pa že tudi zelo ozko začela ratovati, pa strmo dol, tako da sem šel peš pogledat, pa je izgledalo, da bi šlo na začetku, pa ko sem prišel dol, to se proti eni reki spusti, se je pa ta makadam spremenil v res hud traktorski kolovoz in tudi zelo zaprt z drevesi in tako da nisva mogla iti naprej. V bistvu bi rabila res eno orang terensko vozilo, ampak še vedno dosti majhnih dimenzij, ker je zelo ozak in drevesa so zelo nizka, tako da bi zelo težko čez prišla tudi s kakšnim malo večjim off-road vozilom. Tako da zdaj smo se mogla obrniti, imamo 60 km nazaj, pa bomo pa še videla, kam bomo šli naprej, moramo bolj malo splanirati. Ja, v tem času, ko je Rok šel peš naprej, so mene obkolili otroci, cela vas je prišla gledati, sicer so bili tako zelo sramežljivi, nisem jih mogla nič posneti ali pa poslikati, ker so takoj pobegnili, ampak so pa zelo tako not kukali in bili res radovedni, no. Tako da so res jim malo polepšala dan. Ja, sicer tale kos, zdaj smo res 60 km čist mrtve ulice naredili oziroma ceste, ampak vseeno je bilo zelo zanimivo tudi tukaj se peljati čez te vasi, v bistvu tle v Maroku toliko za ostalih vasi še niso videla, tako da ni toliko izgubljen čas. Včeraj smo se potem peljali nazaj po isti cesti, po kateri smo se peljali do tiste vasi, kjer nismo mogli več nadaljevati poti. In smo prispeli do tiste vasi, kjer so nas domačini tako lepo sprejeli in nam nosili hrano. Potem smo pa se še ene 30 km naprej peljali, kjer smo prespali v eni suhi rečni dolini. Ja, danes gremo pa zdaj naprej, malo smo spremenili plan, v bistvu bomo šli danes do enega nacionalnega parka. Zdaj se bomo držali malenkost bolj glavne ceste, v bistvu so v Maroku 4 vrste cest, avtocesta, pol je nacionalna, potem sta pa še 2 vrsti lokalnih cest, ene so P, ene so R. Zdaj R so malenkost bolj glavne od P-ja, tako da zdaj se bomo zaenkrat držali malo R-ja, pa probali bolj malo gledati po satelitu, če bojo v redu ceste, in bomo probali še kakšno lepo stransko najti, ki bo prevozna. No, smo našli v tem nacionalnem parku en prostor, kjer bomo lahko prespali. Zaenkrat izgleda kar lep, še cunje bojo tukaj oprala, ker smo na poti do sem nafilali kanistre, glih zato, ker se je že nabralo kar nekaj cunja.
Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dijam.